Skratka, nadaljujemo z temi tematikami o jogi. Torej, kar smo imeli prej, hvaležnost je bila prvič, drugič je bilo dihanje, kar je majčkeno bolj tehnična mogoče. Zdaj ta tretja tematika je pa tako nekaj vmes. In je, po mojem mnenju, ena najbolj pomembnih lekcij, ki nas joga lahko nauči. In je tudi ena najpomembnejših stvari, ki se jih vi morate naučiti pri jogi predvsem. Za življenje vam ne bom pametovala, ampak za jogo pa bi vas res prosila, da si mogoče to tematiko res probate zapomniti in uporabljati za naprej. Ni pa nobena znanstvena tehnika, je pa poslušanje svojega telesa. En ful dober quote sem našla: če poslušaš svoje telo, ko šepeta, ne boš rabila poslušati, kako kriči. Kar je v bistvu ful deep, lahko si same po svoje razlagate, ampak mislim, da razumemo, kaj to pomeni. Skratka, zelo je pomembno pri jogi, da poslušate svoje telo. Kaj to pomeni? Kako to delaš? Prvo, kaj to pomeni? Res, da v bistvu zaznaš, kaj ti hoče povedati. Okej, to je mogoče bom rekla, kako prvo, bo lažje. Skratka, res je pomembno, da opazuješ, kako telo reagira na različne gibe, kako telo reagira na različne poze, mogoče tudi, ko si v mirnem stanju, kako telo reagira na tvoje dihanje, na primer. In sčasoma se boste naučile mogoče tudi interpretirati še malo lažje, malo hitreje, kaj to pomeni, kaj ti telo sporoča. Ampak zaenkrat je res pomembno samo to, da probaš res, mogoče z zaprtimi očmi, ko delaš poze, greš noter v sebe. Ne ukvarjaš se z zunanjimi dejavniki, ne ukvarjaš se s tem, kaj slišiš zunaj, tudi mene lahko ne poslušaš. Ne ukvarjaš se s tem, ne vem, kaj slišiš, kaj vohaš, ne vem, kaj je v tvoji glavi misli. Ampak res probaš to nekako dati v ozadje in se v tistem momentu res posvetiti temu, kako se tvoje telo počuti. Okay? Tako da to skeniranje lahko naredite kadarkoli. Med vadbo, po vadbi, kadar želite. Saj dostikrat vas vodim tudi vmes, da naredimo skupaj. Kaj pomeni tudi poslušanje svojega telesa, je tudi to, da mogoče, če vam kakšna poza ne paše, da jo čisto spustite. Ali pa če vam rečem, ne vem, tukaj gibamo, ne vem, levo, desno, če vam to ne paše, ostaneš pri miru. In obratno. Tako da res v bistvu poslušaš, kaj tebi paše, ne kaj jaz tebi predlagam, da moraš narediti. Tako da to. Ne bom več veliko kaj povedala o tem, bomo kar v bistvu s prakso šle skozi, tako da danes je majčkeno bolj dinamična praksa, ampak po drugi strani pa spet ne rabi biti. Tako da boste nekako na pol same svoje joga voditeljice, učiteljice, kakorkoli. Tako da pač delate, jaz vam bom dala več mogoče verzij ali pa več predlogov, in boste nekako same ugotovile, kaj najbolj paše in se boste tako nekako naučile poslušati, kaj vašemu telesu paše in kaj vam sporoča. Tako da najprej res v tej fizični obliki, pa bomo pa itak šli skozi čas na globlje teme. Tako, okej. Danes, lahko si vzamete kakšne joga bloke, če želite, polštrčke, deke, kar hočeš, boš? Spet, kar imate pri roki, vse je super, vse lahko uporabljate. Še posebej recimo začnemo danes v Supta Baddha Konasani.
Še Nika se je pridružila. Ajla. Ne vem, a je ali ni. Skratka, živijo Nika. Danes začnemo v Supta Baddha Konasani. To pomeni kot šavasana, samo da imamo noge v metuljčku. Zdaj lahko si vzamete kakšne polštrčke, karkoli si date vzadaj, da vam je še bolj udobno. Najdete svoje udobje. Kakorkoli pripomočkov, vsi so super, vsi so zaželeni. Tako. Roke počivajo ob telesu. In najprej kar naredimo en globok vdih in res globok izdih. Tako da res sprostimo telo, da res težko pade na tla. Malo predihate. In probate počasi z mislimi iti v telo in naredimo naš prvi sken telesa. To je spet zelo osebna stvar, kako skenirate. Sčasoma boste našli sigurno svoj način, ampak mogoče nek najbolj klasičen način je, da greste od konic prstov na nogah navzgor, preko kolen, stegen, bokov, trebuha in vse do vašega čela, oči. Res se posvetite vsaki mišici celo, vsakemu sklepu. Opazujete, najdete, mogoče kje ste bolj zatrdene danes, mogoče v ramenih, če ste dolgo sedele. Mogoče morate sprostiti obrazne mišice. Naredite ta sken in sproti lahko kar že začnemo res sproščati vsako mišico posebej. Ko ste naredile sken celotnega telesa, lahko počasi vpeljemo rahlo gibanje v telo, pripeljemo kolena skupaj navzgor in delamo brisavte, torej kolena v eno smer in v drugo smer. Tukaj že lahko začnete poslušati, a vam paše čisto do tal s koleni, ali vam paše mogoče rahlo, majhno gibanje, samo par centimetrov zgori. Najdete svoje gibanje. Če želite, lahko na vsaki strani zadržite za nekaj sekund. In še na drugi strani. Mogoče opazujete, če je ena stran bolj zategnjena kot druga in lahko na tisti strani mogoče par sekund dlje zdržite. Lahko se celo vrnete nazaj v Supta Baddha Konasano. Kot sem rekla, vse, kar govorim, so samo predlogi. Poslušate sebe. Super. Počasi pridemo nazaj v sredino in se usedemo na zadnjico v en tak začetno pozo, običajno začnemo v tej pozi. Oči so lahko zaprte,
Skozi celotno vadbo so lahko oči zaprte. Naredimo en globok vdih, izdih in krožimo z rameni nazaj. Mogoče pridete z brado do prsnega koša, če vam to paše. Lahko pogledate navzgor in zamenjate smer. Super. Vdih, roke nad glavo. Malo raztegnemo hrbtenico navzgor, leva, desna. Lahko pa v miru navzgor obe roki. In izdih, roke navzdol. Še enkrat vdih navzgor. Izdih, pripelješ lopatici skupaj, komolce navzdol. Vdih navzgor. Mogoče z naslednjim, ko pridete navzdol, pripeljete brado do prsnega koša. Vdih navzgor. Naslednjič pripelješ brado navzgor. Torej najdeš neke gibe, ki so pomembni in pašejo tvojemu telesu, so primerni za tvoje telo. Super. Še zadnjič, vdih in izdih, roke navzdol. Super. Jaz se bom samo obrnila. Pridemo lepo na vse 4 in začnemo gibanje, prosto gibanje na vseh 4. Lahko gibaš svoje boke, ramena. Lahko uporabljaš klasični cat-cow, torej z vdihom pogled navzgor, spustiš trebuh, izdih, usločiš hrbtenico. Lahko delaš tudi kombinacijo, narediš en krog recimo z boki in potem cat-cow. Torej najdeš svoje gibanje. Vsakič, ko si pri miru ali ko se gibaš, lahko narediš sken svojega telesa. Torej, lahko se osredotočiš na vsako mišico posebej in res ugotoviš, ne vem, če ti bolj paše se nagniti na desno, na levo. Kje si zategnjena, mogoče namerno, namensko greš v tisto območje, kjer čutiš zategnjenost v mišicah, mogoče v sklepih. Super. Ne pozabiš dihati. Odlično. Pridemo s trebuščkom navzdol. Za trenutek zadihamo. Roki sta približno v višini tvojega obraza. Lahko tudi počiva tvoje čelo za trenutek na tleh. Spet opazuješ, kako se počutiš. Mogoče so kakšne zategnjenosti že majčkeno bolj mehke, kakšni predeli telesa. Z naslednjim vdihom prideš navzgor v mini kobro, pogled navzgor in z izdihom navzdol. Vdih navzgor, izdih navzdol. Valovimo v kobri oziroma, kot sem že rekla, če želiš, lahko ostaneš v kobri dalj časa. Lahko celo cel čas, če ti tako paše. Super. Če valoviš, narediš še tole do konca, prideš nazaj
In preko katerekoli verzije, torej preko kolenov ali direktno navzgor, pridemo v down dog. Kolena so skrčena, pomembno je, da je hrbet raven, ramena so stran od ušes. Če ti je trenutno down dog preveč, lahko ostaneš prideš v pozo otroka. Zelo podobna poza, torej podoben način raztezanja. Tukaj se raztezamo v hrbtenici. V down dogu še večkrat zadnji del, zadnja loža noge. Down dog lahko tudi razhodiš, torej ena peta navzdol, druga peta. In se počasi sprehodiš naprej, narediš 6-8 korakov do začetka blazine in obvisiš navzdol. Pustiš, da gravitacija dela svoje. Lahko se gibaš levo, desno s telesom. Lahko gibaš glavo, pokimaš, odkimaš. In z vdihom pokrčiš kolena in se zarolaš navzgor. Roke nad glavo in izdih roke pred srčni center. Zdaj bomo naredili podobno, kot smo v kobri, samo stoji, en tak valovanje, ampak tokrat bomo delali z izdihom. Zdaj spet, če vam paše, delate počasi, če vam paše, delate hiter, lahko celo ostanete v samastiti in samo stojite. Torej, poslušate, kaj vam trenutno telo govori, ampak tiste, ki želite narediti to z mano, kar začnemo. Torej, z vdihom, roke nad glavo in z izdihom se močno navzdol, prideš navzdol, čisto dol. In vdih navzgor in izdih dol. Vdih, izdih. Delate v svojem ritmu. Res z vsakim izdihom probate ves stres, vse negativno res dati ven iz sebe. Še zadnjič dvakrat. Vdih in izdih. Super. Z vdihom pridemo nazaj navzgor in roke v samastiti pred srčni center. Tukaj si lahko res vzamemo zdaj en moment, da spet skeniramo svoje telo. Lahko poslušamo bitje srca. Opazujemo, kaj se dogaja v telesu. Opazujemo razlike med začetkom vadbe in v tem trenutku. Se je kaj spremenilo? Morda občutiš toplino telesa. Občutiš lahko celo energijo, ki smo jo naredile s temi energetičnimi, aktivnimi vajami. Z naslednjim vdihom pripeljemo roke nad glavo in z izdihom spet pridemo v predklon. Za moment pustimo
da nam glava in telo obvisi. In stopimo spet v down dog ali v položaj otroka. Z vdihom, če si v položaju otroka, prideš na vse 4 in z vdihom pripelješ desno nogo naprej v lunge. Roke se še držijo tal. Zdaj bomo pa prišli v naš prvi, jaz bom delala z levo, da se ne boste zmedle, ampak bom govorila za desno. Naš prvi warrior 2, torej bojevnik 2, pripelješ levo peto na tla, torej zadnjo nogo, peto zadnje noge na tla in telo navzgor in ga odpreš proti ekranu. Tvoje roke so v višini ramen ali pred srčnim centrom. Tukaj spet lahko raziskuješ, kako globoko si tvoje telo danes želi. Lahko greš res zelo globoko, lahko pa malo manj. Z vdihom pripelješ roke nad glavo in z izdihom za hrbet narediš pest in odpreš prsni koš navzgor. Če ti je to že dovolj, ostaneš tukaj. Če ne, če želiš z mano še majčkeno dodati toplino v telo danes, z izdihom prideš naprej s telesom v mirnega bojevnika. Roke navzgor, vdih, spet prideš navzgor s telesom. Bomo naredili še enkrat. Zdaj imate tukaj več možnosti. Lahko aktivno delate, torej mirni bojevnik in nazaj navzgor. Lahko pridete nazaj v bojevnika 2, lahko pa celo ostanete v mirnem bojevniku za par momentov. Torej najdete svojo verzijo. Jaz bom ostala v bojevniku, vi pa se sami odločite, kaj vam telo mogoče govori v tem trenutku. Če ti je to preveč, prideš nazaj v high lunge z rokami na tleh. Super. Z vdihom pridemo nazaj navzgor, stegnemo sprednjo nogo, zarotiramo še prste sprednje noge, tako da gledamo naprej in pridemo v predklon z razširjenimi nogami. Malo oddihaš, narediš par globokih vdihov, izdihov. Tukaj lahko najdeš mirnost, lahko pa najdeš gibanje. Lahko se gibaš levo, desno s svojim telesom. Lahko se gibaš navzdol in navzgor s svojim telesom. Raziskuješ, kaj tvojemu telesu paše. Super. Z vdihom pridemo nazaj navzgor in se obrnemo v high lunge in pripeljemo koleno, zadnje koleno, torej vaše levo koleno na tla, pridemo še v low lunge. Lahko ostaneš z rokami na tleh, lahko pridejo roke nazaj, odpiraš prsni koš, lahko so navzgor ali v samastiti v molitveni pozi. Z izdihom prideš navzdol in stopimo nazaj v child's pose, poza otroka.
Si oddahnemo za trenutek. Opazujemo mogoče razliko med levo in desno nogo. Z vdihom počasi pridemo spet na vse 4 in preko vseh 4, če želiš, če si že prej naredila, oziroma če želiš zdaj narediti na novo, v down dog. Leva noga, smo prej levo naredili? Ne, prej smo desno, a ne? Leva noga pride naprej. Jaz bom delala desno. Pripelješ na zadnji nogi peto do tal in pridemo v bojevnika 2 na drugi strani. Spet najdeš neko svojo višino bojevnika. Mogoče, koliko energije želiš proizvesti, dati danes v to jogo. Z vdihom roke nad glavo, izdih pripelješ nazaj in z izdihom spet v mirnega bojevnika. Navzgor. Torej najdeš neko svoje ali gibanje, ali obstanek v eni pozi. Z vdihom pridemo spet navzgor in pripelješ še prste, sprednje noge naprej in pridemo v predklon. Tukaj mogoče raziskuješ, če si prej upeljala v to pozo gibanje. Mogoče raziskuješ, kako je, ko si čisto pri miru in res pustiš, da gravitacija vleče navzdol. Mogoče gibanje uporabiš samo v dihu. Torej res z vsakim izdihom prideš majčkeno bližje tlem. Z vdihom počasi spet pridemo navzgor, majčkeno kolena pokrčiš, ko greš navzgor in pridemo v high lunge, spet v spredi, nogo, levo koleno na tla, ali desno, kje ste imeli prej? Desno koleno na tla. Pridemo v low lunge. Za par trenutkov, ker ostanete. In pripeljemo roke spet do tal in pridemo v naš ljubi child's pose. V takih momentih, ko ponovimo isto pozo večkrat, je zelo super, če se mogoče res zavedno opozorite na to in primerjate, kako ste se počutili v prejšnjič, ko ste naredili to pozo in kako se počutite zdaj. Prej smo recimo lahko primerjali razliko med eno in drugo nogo. Zdaj lahko primerjate, če ste balansirane,
če sta obe nogi, obe strani telesa nekako v balansu. Oziroma, če je katera stran še vedno bolj zategnjena. V takem primeru si vedno lahko pomagate tudi v child's pose, recimo pridete v eno smer s telesom, v eno stran roke pripeljete ali pa v drugo stran. Torej, probate res v takih pozah, kjer greste lahko z mislimi navznoter, probate res zavestno iti z mislimi navznoter. Jaz se recimo rada gibam tudi levo in desno v child's pose, ne rabite biti pri miru. Z naslednjim vdihom pridemo spet na vse 4 in naredimo še enkrat na hitrico neko prosto gibanje. Spet mogoče, da res zbalansirate svoje telo. Mogoče kater del svojega telesa rabi več stretchinga, več ljubezni. Za par momentov. In ko ste pripravljene, pridete s koleni naprej in se spet usedemo v sedeč položaj, tokrat z nogami stegnjenimi pred sabo. Lahko kdaj pa kdaj tudi z rokami se malo pomasirate, lahko se samo pobožate po nogah, po rokah. Mogoče res ena taka rahla masažica. Lahko tudi noge stresete, levo, desno. Super. Odlično. Pripeljemo zdaj desno nogo navznoter, bom šla tako malo blažje, navznoter na notranji del vašega stegna. Boki gledajo proti stegnjeni nogi pred teboj. Z vdihom roke nad glavo in z izdihom predklon naprej proti nogi. Tukaj počasi že umirjamo naše dihanje. Spet si lahko vzamete trenutek zase z zaprtimi očmi. Vsak izdih je priložnost, da res spustite stres, zategnjene mišice ven iz sebe, stran od sebe. Brez problema, celo še zaželjeno je, če izdihnete res na glas. Dolg izdih, podaljšan. Z vdihom počasi spet pridemo navzgor. To skrčeno nogo pripeljemo navzgor in preko tvoje noge. Torej, če ste bile tako preko čez, z vdihom še enkrat roke nad glavo in z izdihom pridete s telesom
zasukate v desno smer. Pogled je nazaj preko desne rame, hrbtenica je ravna, vrat je dolg. Spet z vsakim vdihom podaljšate vrat, podaljšate hrbtenico navzgor in z izdihom lahko mogoče za milimeter greste globje v zasuk. Če to vašemu telesu ta trenutek ustreza. Z vdihom pridemo spet v sredino, slegnemo noge, lahko spet malo pošejkamo in naredimo isto na drugi strani. Torej, leva noga pride navznoter, boki gledajo, so vzporedni s sprednjo nogo, vdih, roke nad glavo. In izdih, počasi predklon naprej. Oči so lahko zaprte, spet trenutek, da greste navznoter. Umirite dih. Na vsakem trenutku lahko pozo pridete nazaj tudi, lahko zamenjate globje, manj globoko. Torej, nič ni set in stone, vedno lahko prilagajate vašemu telesu, mogoče nivoju energije, ki ga imate danes. Z vdihom pridemo spet navzgor in pripeljemo levo nogo spet preko desne. Vdih, roke nad glavo, izdih, twist v levo smer. Hrbtenica je ravna, vrat je podaljšan, pogled preko leve rame. Z vdihom spet pridemo v sredino, odpremo noge, na hitrico, en res hiter predklon, še naprej, vdih in izdih naprej. Šteješ do 5. In z vdihom navzgor. Super. Zdaj vam bo spet dala opcijo, lahko greste že direkt v šavasano, lahko pa z mano naredite še eno svečo pred zaključkom te vadbe. Torej, če vam je za danes dovolj šavasana, se pokrijete z dekico, če ne,
pridete same lepo v svečo. V sveči je tudi fajn narediti en sken telesa, ker sveča v bistvu naredi, da gre kri v zgornji del telesa. Torej še posebej, če ste dosti na nogah, vam kakor olajša, dobite lahke noge. Mogoče opazujete te procese, ki se dogajajo v telesu, ko ste v inverziji, torej ko ste obrnjeni naokoli, torej z nogami v zrak. Iz sveče greste lahko, kadar želite, nazaj počasi navzdol in počakate v šavasani. Mogoče lahko še vmes naredite en objemček vaših kolen proti prsnemu košu. In se počasi dobimo v šavasani. Dam minutko, da si vzamete svoje štumfke, svoje deke, polštrčke. Karkoli vam pomaga, da je šavasana še bolj udobna, še bolj sproščujoča. Najprej lahko res spet opazujete, kaj se dogaja z vašim telesom, zdaj, ko ste prišli ven iz sveče, torej ven iz inverzije. A čutite mogoče kakšno gibanje energije v vašem telesu, pretakanje, mogoče nekje občutite kakšno bolj toploto v kakšnem udu, v nogah recimo, v rokah. Samo opazujete. Mogoče se posvetite opazovanju svojega diha. Dihate globoko, počasi. Ali še rabite mogoče minutko, da se vaš dih umiri. Počasi vas bom vodila preko sproščanja celotnega telesa, tako da za začetek pripeljite svoj fokus v svoja stopala, v svoje prste na nogah in jih sprostiš. Svoj fokus pripelješ malo višje v svoje noge, kolena, stegna in jih sprostiš.
Fokus pripelješ v svoje boke, v svoje zadnjične mišice in jih sprostiš. Fokus pripelješ v svoj trup, opazuješ dviganje in spuščanje tvojega trebuščka in prsnega koša, ter jih vse te mišice v svojem trupu sprostiš. Fokus usmeriš v svoj hrbet, ledveni del, sredina hrbta in zgornji del hrbta, ter ga sprostiš. Fokus zdaj pripelješ v svoje dlani, v prste na rokah in jih sprostiš. Fokus usmeriš višje v svoje roke, v svoje bicepse, v ramena in jih sprostiš. Fokus zdaj usmeriš še v svoj vrat, v svojo glavo. Sprostiš svoje čelo, sprostiš obrvi, oči, sprostiš ličnice, jezik in sprostiš svoje čeljusti. Tvoje celotno telo je sproščeno, leži na tleh in preprosto je.
Počasi se z mislimi vrneš v svoje telo, se vrneš v ta trenutek, poglobiš svoj dih in v svoje telo privabiš rahlo gibanje. Pomigaš s svojimi prsti na rokah, prsti na nogah. Lahko raztegneš roke preko svoje glave, raztegneš celotno telo. In ko si pripravljena, prideš z zaprtimi očmi v sedeč položaj. Si v sedečem položaju, lahko spet opazuješ svoje dihanje. Opazuješ, kako se počuti tvoje telo v tem trenutku. Narediš globok vdih in res dolg izdih. Še enkrat ponovimo vdih in dolg izdih. Z naslednjim vdihom pripelješ roke nad glavo. In z izdihom pred srčni center. Zahvališ se svojemu telesu, ki ti omogoča to gibanje in ti daje napotke. Zahvališ se sama sebi, da si vzela čas danes za svoje zdravje in dobro počutje in da si danes poslušala svoje telo. Zahvališ se še eni stvari, za katero si hvaležna ali ti je danes polepšala dan. Hvala. Namaste.